Gozd je kompleksen naravni sistem, zato moramo za uspešno trajnostno upravljanje gozdov poznati njegovo stanje, zakonitosti razvoja ter vplivne dejavnike. Te informacije pridobivamo z zbiranjem podatkov na terenu, pri čemer uporabljamo različno opremo. Zbiranje podatkov na terenu zahteva veliko časa in organizacije, zato je smiselno izkoristiti prednosti sodobnih merilnih tehnologij. S posodobitvijo opreme in procesov obdelave podatkov povečujemo učinkovitost ter natančnost meritev in obdelave zbranih podatkov. Podatke zbiramo med meritvami dreves na stalnih vzorčnih ploskvah in opisi gozdnih sestojev. Na Zavodu za gozdove Slovenije v enem letu izmerimo približno 10.000 stalnih vzorčnih ploskev. Ena ekipa 2 merilcev dnevno izmeri od 5 do 8 ploskev. Vsaka ploskev je sestavljena iz 2 koncentričnih krogov. Drevesa na ploskvi so označena s tanko zarezo, ki omogoča določitev središča ploskve. Pri iskanju si pomagamo z detektorjem kovin, saj je po 10 letih središče včasih težko najti. Natančna lokacija središča ploskve je ključna za primerjavo meritev z drugimi podatkovnimi viri. Instrumenti, kot sta elektronski razdaljemer in digitalna elektronska premerka, merjene vrednosti prek Bluetooth povezave neposredno prenašajo na tablico. To močno olajša delo pri izmeri razdalj na terenu in višini dreves. Po izvedenih meritvah aplikacija izračuna osnovne parametre, kot so lesna zaloga, temeljnica, število dreves na hektar, drevesna sestava, debelinska struktura, kakovost dreves, odmrla biomasa in drugo. Ob ponovitvi meritev čez 10 let pridobimo podatke o spremembah. Pri rastku dreves, drevesih, ki so v vmesnem obdobju odmrla, ter oceni poseka. Vsi izmerjeni in ocenjeni podatki o ploskvah in drevesih se po logični kontroli vnesejo v tablično aplikacijo in ob prihodu v pisarno prenesejo na strežnik. Na podlagi več zaporednih meritev lahko določimo trende razvoja gozdov. Opisne podatke o gozdovih zbiramo z opisi sestojev. Končni rezultat tega postopka pa je sestojna karta za vse gozdove. Zbrani podatki predstavljajo stanje gozdov v Sloveniji in se uporabljajo za gozdno-gospodarsko načrtovanje, izvajanje ukrepov v gozdovih, različna poročanja ter analize stanja in razvoja gozdov. V projektu e-gozdarstvo razvijamo nadgrajeno aplikacijo, ki bo omogočala povezljivost vseh zbranih podatkov na različnih nivojih ter neposreden vnos meritev v sistem. S tem bomo izboljšali kakovost načrtovanja in izvedbe del ter omogočili celovitejši pregled stanja slovenskih gozdov. Pri spremljanju razvoja gozdov, zlasti ob večjih dogodkih, kot so vetrolomi, snegolomi in požari, si pomagamo z brezpilotnimi letalniki. Ti so še posebej koristni pri večjih spremembah na manjših površinah, saj poleg običajnega snemanja omogočajo tudi izdelavo multispektralnih posnetkov. Pri lovsko-upravljavskem načrtovanju in izvajanju monitoringa populacij divjadi uporabljamo termovizijske monokularje, ki so najzanesljivejše naprave za nočno opazovanje živali. Spremenjeni bioritmi divjadi, kot je vse bolj izrazita nočna aktivnost, narekujejo smiselnost nočnega opazovanja v primerjavi z dnevnim. Ta metoda se uporablja tudi pri vsakoletnem monitoringu populacije medveda v Sloveniji. Projekt e-gozdarstvo preoblikuje delovne procese z uvedbo digitalnih rešitev, kar omogoča natančnejši in celovitejši pregled razvoja in stanja slovenskih gozdov.